Dobro večer, drage gledalke, cenjeni gledalci in dobrodošli v zadnji letošnji oddaji Pravi ključi. Nocoj bomo odstirali malce drugače. Življenje v nas in okoli nas. Kakšno je? Kaj vse vpliva na naše življenje? Kako zvezde in planeti vplivajo na nas in na našo družbo? Dobro je vedeti, dobro je biti pripravljen. Dobro je poznati tudi nevidno, a zelo pomembno. Tako pravi tudi naša nocojšnja gostja, astrologinja Mojca Vene Mokša. Dober večer, voščim. Dober večer. Mojca, predno rečem nekaj besed našim gledalcem o vas, me je najprej asociiralo vaše ime Mokša. Ja, zanimivo je, kako je nastala ta Mokša. Namreč mene tako kličajo, sprva me je začel klicati tako mož, potem pa še moj ožji krog znancev in prijateljev. In ko se pač pojavljava v javnosti, vedno pravi moja Mokša, Mokša, Mokša in tako sem postala Mokša. To sem že desetletja, šele kasneje, mislim, potem, ko me je začel tako klicati, pa sva ugotovila, da pravzaprav to v sanskrtu pomeni osvoboditev, se pravi končno realizacijo človeka. In nekako mi to ime pristoji, ker to je tudi moj končni namen, nekje v času, morda ne sedaj. Torej, nocoj boste Mojca Mokša, je prav? Kakorkoli, na oboje slišim. Sicer pa je Mojca po izobrazbi svetovalka za strateške odločitve, magistra z področja človeških virov, vendar se ne rada identificira z etiketami. Edina etiketa, ki si jo pripenja, pa je ta, da je raziskovalka. Združuje duhovne in znanstvene vidike življenja. Vedno jo je zanimalo, kaj definira človeka, njegov karakter, čustvovanje, mentalno procesiranje, fizično in psihično zdravje. To je njena pot že več kot 30 let. Vodila jo je v spoznavanje zvoka in gibanja, meditativnih pristopov, energijske psihologije in v proučevanje starih knjig in zapisov, ki jih dopolnjuje z novejšimi znanstvenimi spoznanji. Veliko časa je posvetila tudi študiju astrologije, zadnja leta predvsem evolucijske, ki se ukvarja z razvojem človeka kot energijsko in fotonsko bitje. Nikola Tesla nam je dal namig z besedami: če želite razumeti svet, nanj glejte kot energijo, frekvence in vibracije. To je bilo pred več kot 100 leti. Da smo energijska bitja, pa je danes znanstveno dokazano. Torej, Mojca Mokša, kako gre astrologija v ta kontekst? Kaj je za vas astrologija? Jaz vidim astrologijo kot eno orodje, zelo staro orodje za razvoj posameznika, ne samo posameznika, ampak tudi družbe. To je en informacijski sistem, ki združuje dimenzijo prostora in dimenzijo časa, skratka presega čas in prostor. Moje mnenje je, da se je človek začel razvijati v resnici takrat, ko je začel prepoznavati naravne ritme okrog sebe in jih uporabljati v svoj prid, ko je začel meriti in beležiti dogajanja, da je lahko preživel. In to pravzaprav astrologija počenja. Razvoj govori o razvoju človeka. Človek obvladuje naravo ravno zaradi s pomočjo takih znanj. To ni nek hokus pokus, ni nič mističnega, gre za opazovanje, kar se dogaja na nebu in povezovanje teh pojavov z naravnimi ritmi. In tako kot ima narava svoj ritem, ima tudi človek, človek je del narave, torej smo vsi z vsem povezani. In to je zame astrologija. Seveda ima pa določene ključe, ki pa jih je treba prepoznavati, da lahko razumeš ta jezik, ta univerzalni astrološki jezik. Velikokrat sami pri sebi iščemo svoj astrološki jezik, svoj ključ, ko razmišljamo, kaj nas čaka, kaj nas je pripeljalo do tu, kjer smo danes, se oziramo v nebo in v zvezdah beremo, vidimo, zaznavamo svojo usodo. Razmišljamo prav? Ja. Lahko, ker usoda, če temu tako rečeva, je izražena, se odraža na nebu. Ker, kot sem rekla, vse stvari na zemlji, vse živali, mineralni svet, tudi ljudje smo povezani z našo širšo okolico, se pravi tudi vsi planeti, Osončje je pravzaprav naša družina. In človekov utrip se razbira v
teh planetih. Sama ste prej v uvodniku povedala, da gre za frekvence, energijo, vibracije. Človek ima neko frekvenco, to je neko valovanje. To smo vsi. In to moje valovanje je poznano kot Mojca v tem svetu. Vsak ima eno svojo kodo prepoznavnosti, tako imajo tudi planeti. In vsi smo povezani med sabo, tako da so pravzaprav v planetih, oni so močnejša bitja, če temu tako rečem, kot mi, bolj zavedna, zapisana, tam se odražajo naši osnovni porivi. Gre za 12 arhetipov, ker tudi Nikola Tesla je rekel, poleg stavka, ki ste ga že povedala, da je 12 popolno oziroma božansko število. In zato imamo 12 arhetipov, 12 zodiakalnih znamenj, v okviru katerih se človek razvija, znotraj teh je potem še nešteto kombinacij. Tako da usoda, ja. 12 arhetipov za laike. Arhetipi to so? Recimo, če ga začneva, prvi znak je oven, ovna odlikuje pogum, ego, njegova odločnost in tako naprej. Vsak znamenje ima nekaj, pravimo dvojček si, recimo jaz sem dvojčica, da sem klepetava, blebetava, čeprav je v astrologiji zelo pomembno, kaj si tudi v ascendentu. Ja, to lahko povem v klepetavosti, da nismo vsi znaki ravno, ne priznavamo svojih odlik. Zame je bilo v bistvu razodetje, ker jaz sem sebe imela za bolj molčečo žensko. In ko sem nekoč, ko smo bili v krogu družine, rekla, da sem pač molčeča, da ne govorim ravno veliko, so vsi prasnili, so vsi izbruhnili v en velik smeh. Jaz sem bila pa vsa presenečena in šokirana pravzaprav, ker sem bila prepričana, da jaz nisem sposobna govoriti, da sem pač tiha oseba. Ampak potem sem spoznala in na ta način, da govorim in tudi sprejela to svoje astrološko znamenje. To vse astrologija nam tudi lahko pomaga, ker ne sprejemamo tega, kar nam je dano. Če imaš sposobnost govorjenja, če imaš znanje, ker recimo dvojčka tudi odlikuje neko znanje, potem je na tvoj del tvoje zgodbe, da to znanje podajaš na en svoj način. Tako kot ima recimo oven, kot smo ga prej omenili. Štarta novo, orje ledino. Nekaj, kar si drugi ne upajo, potem pa drugi sledijo. Govoriva za prihodnje leto. Ja. Prihodnje leto bo leto optimizma, bo leto pesimizma, ki se bo vleklo iz letošnjega leta vnaprej. Vsi čakamo pravzaprav neko formulo, oziramo se v nebo, kot smo danes že rekli. Kaj nam bo prineslo novo leto? Ja, formule ne bo, ker leto 2020 se je končalo z nič. To pomeni, da smo na nekem začetku, na nekem štartu in pomeni, da nič ne bo tako, kot je bilo. Zdaj imamo enico na koncu 2021 in to pomeni, da štartamo na novo. In ali je optimizem ali pesimizem, jaz sem nehala gledati na te stvari tako. To sta samo dve plati ene palice. Gre za to, da ni nič dobro, nič slabo. Vse je samo izkušnja. In nekje moramo ljudje se zavedati, da smo sem prišli po to izkušnjo. Mi pa ji pripisujemo en nek pomen. Zdaj so šle kar naenkrat zelo globoko, ker se dotikava naših občutenj. Ker človek, ko nekaj začuti, potem se odziva na osnovi svojih čustev. Ampak sam univerzum, grško ime je logos, je intelekt, to je razum, kar pomeni, da se z razumom veliko bolje odločamo kot na podlagi čustev. In če je nekdo preveč čustven, tudi še nekje po teh starih znanjih lahko rečeva, da je na nižji stopnji razvoja. Če spet ne moramo reči, da je eden nižje, eden višje, pač vsi izkušamo svoje. Ampak čustva so tista, ki ne smejo več odločati o tem, kaj mi delamo, kaj mislimo. Prav je, da z njimi zaznavamo, potem mora pa prevladati razum, da nekaj naredimo. In to je tudi tisto leto, ko moramo mi zdaj ob izteku tega leta ugotoviti, kaj pravzaprav želimo, fokusirati se moramo vsak zase, vi zase, jaz zase in vaši gledalci. Vsak zase mora najti, kaj želi, ker formule od zunaj rešitve ne gre pričakovati. To so časi, ko mi pišemo zgodovino. In to je nekaj, kar je sploh nam Slovencem pravzaprav nepojmljivo.
Ker vedno poslušamo, se poznate Cankarjado, ne? Narod hlapcev, nič več, moramo se prebuditi. Leto 2021, zenico na koncu, je čas za pogumne, se pravi za nove začetke, da stopimo naprej. Zato je tudi bolj naklonjeno mladim, ker te še bolj nepopisane listi kot mi, in si bodo upali več drznosti, več smelosti, ker nimajo toliko slabih izkušenj. Ampak smo rekli, da ni slabih izkušenj, gre samo za našo zaznavo. Že kar tako... Morda sedaj, ko nas nekdo posluša, pa si reče, ja, je čas za pogumne. Mogoče ga je strah naslednjega leta zaradi takih ali drugačnih izkušenj letošnjega in minulega leta, ampak si reče, jaz pa vendarle nisem pogumen, ne upam si, strah me je. Strah je največja ovira vsakega posameznika, ampak samo zato, ker v sebi ne ve, kaj bi pravzaprav rad. Ampak če se poglobimo vase, vsi vemo, kako bi radi živeli, vsak na svoj način, to so samo nijanse. In ko bomo mi presegali ta strah, ko bomo jasno povedali, tega nočem, to pa želim, potem je energija tega vodnarja, dobe vodnarja, katero počasi vstopamo sploh zdaj za 20 in ko se srečate Saturn in pa Jupiter v vodnarju, je to čas, da se bomo začeli združevati s podobno mislečimi. Ne moreš se pa s podobno mislečimi združiti, če ne veš, kdo si in kaj hočeš. Če ne veš, potem tudi na take ljudi narediš. Ker našo usodo določajo naše misli, besede in pa dejanja. To mora biti skladno. In če mi govorimo nekaj, kako mislimo, je že sploh druga zgodba, in da naredimo spet nekaj tretjega, potem tukaj ni ravne linije, tukaj ni fokusa in zato mi imamo občutek, da nimamo vpliva na svojo usodo. Ampak ga imamo. Imamo, seveda imamo, ves vpliv imamo. Dajva še malo drugače pogledati, ne? Predstavljajte si, da ko pridemo na ta svet, ko se rodimo, da smo pravzaprav prišli na eno avtocesto. Z veliko več voznimi pasovi, kot je nam znano. Ogromno jih je. Ampak to pomeni, da ena rdeča linija je našemu življenju začrtana. Mi pa izbiramo potem te različne poti. In zakaj pravimo, da usoda deluje na nas? Zaradi tega, ker mi pravzaprav ne menjamo voznih pasov. Mi se vozimo na enem, dveh, mogoče na treh. In marsikdo reče, kaj pa tisti veliki preskoki, ljudje, ki nekaj ekstremnega, izrednega naredijo v svojem življenju. Taki aspekti v horoskopu posameznika niso zapisani, ker gre za zelo močan impuls, en trenutek zavestne odločitve, ko človek iz svojega voznega pasu prestopi v povsem drugega, zelo daleč stran od tistega, kar je običajno delal. In to je čas, v katerem smo zdaj mi. Nehati moramo se voziti po treh voznih pasovih in iti nekam drugam. Zato pravzaprav ni treba niti poguma, ampak majhen več radovednosti. Kaj vse lahko? Ne dovolimo si živeti in ustvariti svoje sanje, s tem, ko gremo kot furmanski konji po enem in istem voznem pasu. Nič strahu. Mojca, Mokša, vas je bilo kdaj strah? Vas je strah oziroma verjetno vsakega izmed nas od časa do časa, sploh teh časov, ki so pred nami oziroma v katerih se sedaj nahajamo? Seveda. Strah je vedno prisoten in strah je pravzaprav zame impuls, udri odskočna deska, od katere je treba iti stran. In strah je zelo močna energija. Ko jo zabeležiš, rečeš, ok, strah te je. Zdaj pa poglej, kaj se lahko zgodi. Pravzaprav vedno, ko greš preko tega svojega strahu, kaj se zgodi? Največji je strah povezan za življenje. To je ravno zdaj v tem času. Zdravje, ta virus, ki se nam dogaja, je zelo povezan s preživetjem. Ampak ali smo res pripravljeni se odreči vsem svojim sanjam za to, da preživimo? Na kakšen način je kdo pripravljen živeti? Kakšno kvaliteto življenja je pripravljen sprejeti, samo da bo živel? Tukaj noter se moramo zdaj gibati, tukaj noter moramo kot skupnost ljudi, ki smo povezani, najti eno sodelovanje, nove poti, nove možnosti, ker so. Ker doba vodnarjev, v katero gremo, je pravzaprav doba tehnologije. In že danes tehnologija je marsikomu pomagala pri zdravju in tudi drugih stvareh seveda.
Naprej bo pa to lahko še veliko večji preskok, ko bomo odvrgli ta strah in začeli zaupati, da je možno tudi drugače. Ker zgodilo se nam reč to, da smo nehali zaupati drug drugemu. Če pogleda v stroko, katerokoli, en del stroki govori eno, drugi del ravno nasprotno. Kako ne zdaj posameznik, ki pač ni poučen v teh stvareh, najde eno svojo resnico? Zelo težko, ker smo tudi v času, ko je Neptun v takih aspektih na nebu, ki nam ne dajo videti prave resnice. Neptun predstavlja tudi medije, se pravi vse informacije, ki so nam dane, ki pridajo do nas, in je dobro, da jih vsak procesira skozi svoj kanal. Posluša, kar se mu pač predvaja, potem naj to ugasne, naj se umakne vase in se res vpraša, a je to tisto, kar je resnica, je to tisto, kar si želim ali ne. Se pravi, nič več to, kar nam drugi govorijo, nič več sistema. Vse je na nas samih, da gremo naprej. Ker kdaj se je to začelo dogajati? V maju leta 2018, ko je Uran stopil v znamenje bika. Kaj se je začelo dogajati? Sesalo nas je to besedo. Imate rekli sva, da bova ponazorili, kot da je to cev, in da našim gledalcem predstaviva, kako se je pravzaprav vse začelo, kje smo zdaj, kje smo danes, da na tak bolj ljudski način bo našim gledalcem to bolj razumljivo. Seveda. Uran, naj najprej povem, zakaj je taka sprememba. Uran je upornik. Nič revolucionar, ni mu všeč, kar je. Lahko si predstavljate enega neokročenega najstnika, takega divjega. Vendar s pametnimi pogledi, ampak tako drugačnimi, da ne sodijo v realnost. To se nam je zgodilo leta 2018. Ta Uran nas je vrgel v eno tako cev in začelo nas je takole pretresati. Zdaj nas močno trese. Zakaj? Ker govorili smo o valovanjih. Uranov val traja 7 let, se pravi, če v 7 letih bo šel skozi znamenje bika. Najprej se je lepo val vzpenja, potem pride na vrhunec in se spusti. Medtem ko se dviga, nabira svojo moč, vse se kopiči, vse tisto, kar se mora porušiti, kar ni dobro, vse, kar nam ni prav, pride z vrhom vala na površje. In ta vrhunec se bo zgodil v marcu naslednje leto, marec 2021. Potem pa tisto, kjer bomo takrat, to je nek vrhunec, ki ga bomo dosegli v svojem razvoju, v svojem razmišljanju, potem nas bo pa začelo počasi, nas že pravzaprav meče enega za drugim iz tele cevi ven. Kje smo zdaj v tej cevi? Kje smo zdaj? Zdaj smo že na koncu. Eden po eden smo že začeli kapljati ven. Imamo še nekaj mesecev časa, da pridemo ven. To pomeni, da odvržemo tukaj noter vse, kar nam ne ustreza, ker v preteklosti smo živeli kot neka gosenica, ki se zabubi in se skriva in čaka, da jo bo odrešil nekdo drug, da jo bo ustvaril lepo življenje. Zdaj smo pa v času, ko nas meče ven, pravzaprav postajamo pa metulji. To je pa to leto 2021, tukaj se začne. Padamo ven in vsak spoznava svoja krila. Ne išče kril drugih, iščemo samo, gledamo svoja krila, poskušamo zamahniti z njimi in odvreči vse, kar še ni padlo tukaj noter dol. Vse, kar ne rabimo več, vse vzorce, vsa prepričanja, v katera smo se ujeli, in zato je tako pomembno, da metulj sam pri sebi ugotovi, v katero smer želi poleteti. Je pa odvisno od vsakega od nas, kako bo razprostoril ta svoja krila. Ne rečem, da bo lahko, ker smo na svojem. Vsak zase odgovarja in vsi vemo, da metulju ne smeš pomagati, ker če se dotakneš njegovih kril, ga praktično ubijaš. Torej, dejansko na pragu starega v novo leto velikokrat radi rečemo, naredimo načrt, analizo, pripravimo se za nov začetek, pa običajno ostane vsaj v prvi mesec, se ga morda izpolnjujemo, potem pa ostane zgolj na papirju. Ampak, ko vas zdaj poslušam in čeprav razumem, je sedaj dejansko prihaja leto, ko je treba resnično odvreči vse staro, kar nam ne služi več, in se posvetiti nečemu novemu. Tako. In kako si še lahko vsak posameznik pomaga? Preprosta metoda, ki se zelo veliko uporablja pri delu z otroci, ker ne more izražati teh svojih čustev, svojih misli,
da imajo pred sabo prazen bel list papirja, goro barvic in začnejo upodabljati to, kar si oni želijo. Tam notri so barvice namreč. Recimo, a resno, super. In s temi barvicami vsak, predstavljajte si, da se zjutraj zbudite in imate pred sabo eno belo steno in na to steno pogledate barvice in vas pritegne tale. Ni važno, katera je. In imate to belo steno pred sabo in začnete risati, kakšen bo vas dan, v kakšnih energijah bi radi bili. Naj gremo v službo. Ne, narišite si, ja, seveda gremo nekam. Narišite si vesel obraz, razpoloženje, kako bi radi živeli. Potem vzamete drugo barvo, dorišete ljudi, ki vas obdajajo, njihove obraze. Nismo vsi neki umetniki v risanju, bom rekla, to ni pomembno pri tej stvari. Važno je, da uporabite celo paleto barv. Vse, kar je možno in kar nam zapoje, da upodobimo na papir. To se lahko dela vsak dan sproti, je pa ravno čas ob koncu leta, da se naredi ena taka vizija življenja, kako bi naprej radi živeli. Ker če bi radi shujšali, prenehali kaditi, ne vem, kar sodi v te novoletne zaobljube, to ne bo pomagalo, če mi ne vemo zakaj. In če bomo zarisali svojo prihodnost, način, kako živimo, enostavno bodo te razvade odpadle. Ker to so neka mašila. To je zelo tak preprost način, da se uporabijo barvice. Sigurno čorma otroke ima doma barvice in kakšen bel list papirja. Ne risati po stenah, ne. Sliši se zelo enostavno, da bi človek rekel, pa to je za vrtec, to skoraj da ni res. Pa ni. To je zelo težka zadeva. Najprej vsak želi se izpopolniti, pokazati svoje znanje v risanju. Slovenci imamo eno zelo tako fajno lastnost, sicer ki se ji reče ambicije, ampak želimo ugajati in soditi pač izstopati. In če bi mi nekaj narisali, ne bomo nekomu rekli, poglej, narisal sem svojo vizijo, ampak bomo hoteli povedati, kako dobro smo nekaj narisali. Tukaj ne gre za dobro. Ta risba je lahko za nekoga, ki je zraven nas popolnoma nerazumljiva in tako tudi pravzaprav mora biti. Ni treba, da upodabljamo resnične oblike. Gre za energijo, za naš notranji odraz. To je na nek način zdravljanje, fokusiranje. Seveda, ko pa se nam poti zjasnijo tukaj noter v naši glavi, potem povzamemo, tako kot odrasli, svinčnik v roke in zapišemo besede na papir, kako do tega, kar smo narisali, prideti sami. In čas je tak, da bomo našli somisleče, ki nam bodo pomagali na tej poti. Torej, če smo sami in nas je strah, kot ste že dejali, je naslednje leto, ki prihaja, optimistično. Torej, če sami ne zmoremo, nas bo usoda pripeljala, seveda, če se bomo odprli, če sem vas prav razumela, med skupino ljudi, ko bomo vendarle zmogli. Jaz sem vedno optimistična. Samo včasih je do najboljšega končnega izida potrebno potovati malo dlje. Vsekakor ne bomo prišli do nekega superlativa v kratkem času. To ne gre. Prehodi iz ene dobe v drugo, iz enega stanja v drugo. Tudi človek ne odraste čez noč, leta potrebuje za to in ravno tako je tudi v tem času. Namreč to je obdobje, ko res ne vemo, kam gremo. To pomeni zmedo, pomeni negotovost in zato tudi strahove. In to so vse ovire, ki nas bodo zaustavile. Zato je zelo pomemben fokus, kaj želimo kot skupnost. Zavedati se je pa treba, da to, kar se na nebu dogaja, če tako rečemo, za te naši impulzi, ki so gor zapisani, veljajo za vse ljudi. Se pravi, za tiste, ki bi radi neko kontrolo nad ljudmi, ki bi radi neke restrikcije, do tistih, ki bi pustili, ne vem, ljudi živeti vsakemu po svoje. Skratka, vsak ima neko svojo vizijo, za vse veljajo enaki aspekti in prevladala bo tista kolektivna energija, ki bo najbolj fokusirana, ki bo največjo usklajenost misli, besed in dejanj, kdor bo skratka deloval v tej smeri, to se bo uresničilo. Zdaj se pa lahko vsak zase vpraša, a imam to rdečo linijo za naprej ali jo nimam.
Sprašuje se vsak zase verjetno, od česa le je odvisna moja prihodnost. In spet smo tu v astrologiji. Ja, to ni pravzaprav samo astrologija, to znanje je pravzaprav hermetično, ampak tudi astrologija konec koncev sodi med ta znanja. Od česa je odvisna prihodnost? Sam posameznik na to vpliva, sva rekli, govorili sva o valovanju, ne? O teh frekvencah. Se pravi, od te frekvence, od tega, kar mi smo. Do sem smo prišli in to je naše izhodišče. Naša prihodnost je odvisna od daljne preteklosti, od vsega, kar mislimo, da smo naredili narobe. Človek ima namreč težnjo, da želi, kar je naredil narobe, popraviti. Čeprav smo rekli, da je to čas zdaj, ko je treba spoznati, da ni ne dobro, ne slabo. In če vsak pogleda malo vase, koliko stvari, ki vam niso uspele ali pa s katerimi smo prizadeli drugega, je bilo res izrečenih, narejenih za slabim namenom. V veliki večini primerov se je to zgodilo, ker se je pač zgodilo. Mi smo imeli dobre namene. Se pravi, sprejmimo to in delujmo samo v skladu s tem, kar je v nas. Potem ne popravljati starih stvari, sprejmite jih v sebi, to je tista. Tretja stvar so pa naše sedanje želje. Te pa nam vceplja družba, še prej starši oziroma skrbniki in se pa treba obrniti vase, katere so resnično moje želje. Velikokrat rečejo, spomni se, kaj si želela delati v otroštvu. Tam smo že dobili prave impulze, sicer mogoče preveč tako v smislu enorogov, ampak kot odrasel človek znamo izpeljati te zadeve. Se pravi, resnično, katere so želje posameznika, te vplivajo na našo prihodnost in pa seveda kot zadnje, kar je najbolj ključno, da mi zavestno to začnemo delati. Ker če samo tukaj čičaj in čakaj, to ne pripelje nikamor. Zato tudi jaz pravim, da kdor sedi in čaka oziroma nič zavestno ne naredi, ali kot smo prej rekli, da se vozi po avtocesti po enem voznem pasu, ta ne rabi astrologa. Ker to je kot da bi bil v hrčkovem kolesu, vedno tekel v eno in isto smer in ne more pričakovati spremembe. Izboljšanja. Mislim, lahko, ker bodo drugi vplivali na njegovo spremembo, na njegovo življenje. Samo vprašanje, če bo to njemu ustrezalo. In to je zdaj prvič, ko imamo po dolgih letih v zgodovini priložnost, da zaživimo to, kar mi smo. Sami ste zapisali v enem izmed svojih spisov, če nič ne naredimo, potem ne moremo pričakovati drugačne prihodnosti. Ja. Običajno je tako, da živimo po nekih ustaljenih vzorcih, dokler nas nekaj resno ne strese, kot nas je recimo COVID-19, kot nas je ta korona čas. Kje smo zdaj? To je budnica. Letos smo imeli budnico, sedaj smo pa na tem, da, kot smo rekli, enka, seštevek števil 2021 je 5, da je čas za pogumne, da stopijo v spredje in da postanemo to, kar mi smo. Tukaj smo. Ampak naleteli pa bomo še v letu 2021 na restrikcije. Ker vedno, ko se metulj prebuja, ko želi nekam poleteti, je del energije, ki ga vleče nazaj. In tega moramo reči nič več. Dovolj je tega. Mi gremo naprej. In zdaj smo v takih časih, da pravzaprav se moramo zanesti samo na atribute, ki jih kot Slovenci imamo. Slovenija je rojena v znaku kozoroga in njegove dobre lastnosti so odgovornost, vztrajnost, ambicije, poštenost. In tega se moramo držati, ampak ne smemo si dovolj, da nas potegne na neko negativno plat teh atributov. Ker če smo odgovorni, moramo biti odgovorni do samega sebe. Ne pa, da nosimo odgovornosti drugih, tudi svojih otrok. Zase moramo odgovarjati. Stati moramo za svojimi idejami, za svojimi cilji, za tem, kar mi smo. Ambicije si moramo dovolj uresničevati, ker če se zlijemo s povprečjem, ne bomo naredili nič. Tudi vztrajnost je ena taka zanimiva zadeva. Veste, kje smo Slovenci najbolj vztrajni? Pri pogrevanju starih stvari.
ker kozorog je povezan s preteklimi generacijami, babicami, detki, pradetki, in tukaj smo Slovenci svetovni prvaki v tem. Se bo tudi to spremenilo? Tako je, zato sem to omenila, ker to je v tej lecevi, tu, v tem delu nas pa precej močno pretresa. To mora odpasti. Nič več gledanja nazaj. Preteklosti ni več. In ko bo preteklost, kot prihodnost, postala prazen bel list, se pravi brez nekih kakršnihkoli posebnih občutkov, samo kot neka dejstva, potem bo tudi prihodnost lahko precej drugačna. Skratka, uporabimo te lastnosti kozoroga, ki je drugače restriktiven in strog do samega sebe, v naš prid. Je pa res, da, kot sem rekla, strog do samega sebe, slaba lastnost, čeprav smo rekli, da ne dobro, ne slabo, ampak tukaj pa da je tako reči, je kozorog se ne sprosti, ne zna se zabavati. Leto 2021 šeštevek je petica, predstavlja sonce, leva, to pa je tudi znak veselja, igre, zabave. In bodo rekel, kako v teh časih, kako naj se sprostim, zabavam, kaj bojo pa drugi rekli. Pozabi, kaj bodo drugi rekli. Najdi to v sebi, to srečo, igro, zabavo, ker v tem noter, ko smo mi sproščeni, ko se igramo, postanemo kreativni, ker kreativnost je zdaj v nas ubita. Zdaj smo ločeni, nismo povezani in ne moramo biti kreativni ne kot skupina, ne kot posamezniki. Bomo lahko šli naprej na ta način. No? Ampak, Mojca, kako naj se zabavamo, ko pa smo v nenehnem krču, kot smo že rekli, v neki tesnobi, v strahu. Nekako zabave, kot da je ni. Se nam je tudi ne dopuščajo, ja. Prej začnemo z sproščanjem. Vsak ima nekaj, kar ga sprošča. Recimo, pač ženska sem, predvsej ženske začelo zdaj recimo se ukvarjati z nekimi ročnimi deli. Tudi moški imajo svoje hobije. Skratka, so stvari, v katerih se lahko najdemo, ki nas odklopijo od teh vsakdanjih bombardiranj, če temu tako rečeva. In počenja to, ob čemer bo njegova duša zapela. Potem bo prišla radost. Ni radost to, da se z družbo usedeš, popiješ, slovenska navada, kišto piva, gajbo piva, kot se reče, to ni tista veselja in zabava, in po kateri ljudje danes zelo hrepenijo. Ta zabava je čisto nekaj drugega. To je tista notranja radost, ko si vesel, ko ne glede na to, kaj je zunaj, če si moraš nadeti masko, si ti v sebi radosten, si ponosen, pokončen, in to je tisto. In to nas ne bo pripeljalo v neko morbidno družbo, ker v astrologiji je vedno več poti. Mi samo važno, kjer jo bomo izbrali. Ene so lažje, druge so težje. Jaz velikokrat, ko vidim karto horoskopa človeka, recimo, ki ima noter same dobre aspekte, večino njih, je lahko v karti še tak potencial, ampak ga človek ne bo uresničil, ker ima premalo notranje motivacije, da to naredi. Ker mu gre vse tako nekako lahko. Več je teh izzivov, več damo od sebe. To je res zanimivo. To je bilo enkrat tudi v enem filmu dobro prikazano v Matriki, že pred več desetletji, ko je računalniški program rekel, da so najprej za ljudi ustvarili popoln svet, pa nismo bili zadovoljni z njim. Vedno slabšega naredijo, boljše se imamo noter. Se pravi, gre za eno naravnanost človeka, tudi da išče neko dramo. Ven moramo z tega iti ven. Tudi naravnanost vesolja, pravite, bo drugačna. Ja. Zdaj nas vleče k tlom, k zemlji, v prihodnje pa bomo lažji. Na vidiku je zračnost. Tako je. V zemlji smo bili dobrih 200 let. In v zemlji je tudi znak naše države, se pravi kozorog. Zemlja se lepi skupaj, saj veste, pod zemljo se ne da dihati, ne vidiš nič, težka je. In zemljo simboliziramo tudi vse stvari, ki smo jih naložili v svoj nahrbtnik, ki ga nosimo s sabo po nepotrebnem. Vse stvari, ki jih ne rabimo. Ker tudi, recimo, da ti je v otroštvu vcepljeno neko prepričanje, da nečesa ne znaš, potem to postane zares tvoje dejstvo. Ker vedno, ko ti nekaj ne uspe, rečeš,
vse tega pa jaz ne znam. Jaz nisem sposoben, jaz nisem sposobna. Meni recimo oče rekel, ko sem bila majhna, on je pač bil dobro je znal z orodjem, jaz nikoli nisem bila v teh sferah in če mi je rekel, prines mi izvijač, jaz ne vem, kaj sem mu prinesla in mi je rekel, da imam roke takole. In to mi je nekako ostalo v moji biti, bom rekla, čeprav sem v resnici vedela zavestno, da temu ni tako, ker zelo rada sestavim jaz sama pohištvo, se pravi, vem kaj, izvijač in še marsikaj drugega, ampak to je en del, ki je bil zakodiran in to imamo vsi. In to moramo se soočiti sami s sabo. Te stvari so tiste, ki jih moramo zdaj odvreči, da bomo videli, kdo mi v resnici smo. Vsi smo dobri. Vsi se znamo, gre samo za to, koliko časa bomo v nekaj vložili in koliko imamo blokad, koliko smo si sami te težke zemlje naložili na sebe. No, sedaj pa, ko vstopamo v element zraka, je pa, kot da bi naenkrat zadihali s polnimi pljuči, ampak ne smemo pozabiti, da bomo še skoraj celo leto imeli še en kup koščkov zemlje v svojih pljučih. Se pravi, ne bomo še mogli jasno zadihati, še nekaj bo te zemlje v naših očeh, ne bomo mogli še videti širše perspektive, saj nekje do prve polovice leta, naslednje leto, ko se bomo morali pravzaprav postaviti za sebe, za svoje pravice, za to, kar mi hočemo. Potem, kot vedno, ni važno, kakšna kriza, kako hudo je, dopusti bodo, nikakšno olajšanje, kljub temu, da bo bolj kaotično kot običajno, ampak potem, ko se vrnemo z dopustov, mislim, da bodo energije že veliko bolj jasne, začrtane, ampak bomo morali vsi delati na teh energijah. Če hočemo zdaj ustvariti neko drugačen svet, kot sem rekla, poti nazaj ni, moramo naprej. Je pa res še ena stvar, kot sem rekla, vse prehaja na tehnologijo, da nekje november, december, se pravi konec leta 2021, se pripravlja, obeta nekaj na finančnem področju, ampak jaz nisem finančni astrolog, zato tukaj ne morem se poglabljati v to temo. Skratka, tukaj tu neki prehodi na tehnologijo, nekaj se bo dogajalo in pač velja neka previdnost na tem področju. S temi energijami ne bi zaključili to leto, ker konec koncev Uran je v biku, ne, in tudi bik predstavlja denar. To pa je tista zadnja stvar, s katero moramo ljudje prideti v neko ravnovesje, ne, da ga ne povzdigujemo več, ker rabimo ga, ampak nekako se bo začela začrtovati ena nova linija, kar se denarja tiče, nova energijska linija. Bolj prava. Morda sedaj, ko vas poslušam, razmišljam, astrologija je popolnoma druga smer, kot je vedeževanje in jasnovidnost. Ali se motim? Veste, kolikokrat sem si jaz zaželela ob vsem teh letih študija in astrologije, da bi bila kot vedeževalka, spila bi kavo, obrnila skodelico naokrog in povedala, kar pač vidim. Ker jaz za eno stranko porabim tudi dneve. Ne gre za požirek kave in 10-minutni razgovor. Ne, to ni ista stvar. Tudi astrologija se razvija. To ni neka veda oziroma nekaj, kar je eno znanje zapakirano. Tako kot vse ostalo se razvija tudi to področje. Zato en astrolog danes ne more obvladovati vseh področij življenja, tako kot imamo tudi strokovnjake med zdravniki na področju prava, rabimo specialista, tako je tudi na področju astrologije. Astrologija ima namreč več vej. Ja, jaz se ukvarjam s to novejšo evolucijsko, ampak je tukaj še medicinska veja, potem osnova je pa jasno natalna karta, ne, se pravi naša življenjska pot, karakter, potem so tukaj napovedovanja, izbire, tudi izgubljene stvari se iščejo, karmične zgodbe. Skratka, astrologija je tak en širok spekter enih področij in zato rabite več ljudi, da bi vam sestavili eno celotno sliko v samih, oziroma je treba poiskati astrologa, ki pokriva določeno področje, ki bi ga mi radi razčistili. Kako, če morda tako laično poveste, lahko pa vendarle, poleg seveda tega svetovanja, kakršno je na nek način tudi v tej oddaji Pravi ključi, pomagate ljudem, da jih usmerite, da v sebi odkrijemo tisti pravi ključ, da dejansko želimo
da bi se preobrazili? Jaz te želje posamezniku ne morem odcepiti, jo mora imeti sam. In to je tudi namen te cevi, v kateri sva govorili in jo pretresali. Tukaj je vsak na svojem, ampak takoj, ko se bo odločil, mu bodo energije naklonjene in bo dobil pomoč oziroma neke usmeritve, ki ga bodo vodile naprej. Ni se treba ukvarjati s stvarmi, samo treba je vedeti, kdo si, kaj si, kam želiš, in življenje te bo popeljalo na to pot. In se zavedati, da želiš delati dobro, ne želiš nikomur nič slabega, biti skladen v mislih, besedah in dejanju. Sliši se vem zelo preprosto, ampak ni. In še vedno, kljub temu, da se bo veliko ljudi prebudilo, če temu tako rečeva, jaz mislim, da vsem pa vendarle ne bo uspelo. Ampak smo rekli, da ne bojo pesimistični. Vsak se mora potruditi. Je že tako, da nikoli vsem ne uspe, vzrokov je verjetno več, ne? Res je. Ali pa nekateremu danes, nekomu jutri, kakor kdaj. Ja, ker čas definiramo na zemlji drugače, kot verjetno poteka v resnici. Morda primer iz vašega življenja, ko je bil nekdo na tleh, danes je veliko ljudi zelo na tleh, nimajo denarja za preživetje, so bolni, izgubili so službo. Znova se ozirajo v zvezde. Vaš napotek, vaš nasvet iz vašega bogatega znanja, izkušenj? To je odvisno od posameznika in od področja, na katerem je obtičal. Jaz se bolj ukvarjam z razvojem človeka, ne kot fizično bitje, ampak njegov energijski zapis v času in prostoru iščem. Ampak, če se nekdo znajde na tleh, bi rekla, da mora najprej se ustaviti in vprašati, kaj je tisto, kar ga blokira. V resnici pride do tiste srčike tega. Tukaj imamo strokovnjaki, ki ljudem pomagajo na teh področjih. In potem mora odvreči vse, kar ga bremeni. Ampak žal je tako, da ljudje tega ne naredijo. Ne bodo zamenjali okolja, v katerem so, ne bodo zamenjali recimo službe, še avtomobila ne bo nekdo zamenjal. Gre za nepripravljenost in zato ljudje ne gredo naprej. Ampak če nekdo na tleh ne se vpraša, kaj ga pravzaprav zaustavlja, pa zelo verjetno je tam zato, ker ne ve, kaj pravzaprav on želi. Se smo govorili o lastnostih Slovencev, vztrajnosti, potrpežljivosti in tako naprej, ki se lahko v takih primerih negativno odražajo, da človeka pritiskajo dol, ko kaže s prstom na druge, namesto da bi rekel, jaz sem odgovoren zase. To je tudi zame bila ena taka najtežjih spoznanj, največjih spoznanj v življenju, ko sem sprejela dejstvo, da sem tu, kjer sem, da sem taka, kot sem, samo zaradi sebe. In sama pri sebi vem, kako težko je spreminjati te stare, ustaljene vzorce, neka prepričanja in razumem človeka. Ampak več kot teh besed, kot sem jih zdaj rekla, ne morem reči, ker moram narediti vse sam. Sami smo. Torej, moč misli, velikokrat beremo, danes je na voljo literature, kolikor je hočeš. Ampak ni dovolj jo le pogledati, prebrati, ampak verjetno po njej potem tudi delovati. Tudi to je, ja. Vi ste študirali stare mislece. Ja. Veliko je knjig, veliko je napotkov, kaj in kako. Zelo zanimivo je tudi spoznavati preteklost človeka, našo zgodovino iz teh starih zapisov, da se ti včasih dobesedno odpre glava. Če bomo zdaj šli na to temo, potem bomo še do konec dneva tukaj. Ja. Ampak ko govorite tudi o ciklih in v svoji literaturi, v svojih predavanjih, potegnete tudi nekako vzporednice, ko pogledate v zgodovino, da to se je dogajalo, se dogaja. In omenili ste tudi propad Rimskega imperija. Ja, to so te aspekti, v katerih smo sedaj in zato nam zdaj razpadajo sistemi.
To se dogaja. Predstavljajte si, kot da, recimo jaz sem Blejka, znano Blejsko jezero, in velikokrat, ko je dobra zima, jezero zamrzne, ni nič snega, samo steklo. In predstavljajte si, da smo zdaj nekje v obdobju, ko stojimo na tem ledu in začne pokati pod nami. To se nam sedaj dogaja. Kaj mi je storiti? A naj hitro tečem dol? Ni ravno rešitev. Vsi pravijo, da je najbolje, da se uležeš, da čim bolj prej razporediš svojo težo. In simbolično vsi, ki smo na tej ledeni ploskvi, to naredimo in se v bistvu povežemo med sabo v svojo mrežo in pokrijemo te razpoke, ki nastajajo v ledu. To mi delamo. In zato je ta cikel toliko pomemben. Recimo v tem času, govorili smo o Rimskem imperiju, še eno tako obdobje je tudi vzpona krščanstva. Govorimo o res takih prelomnih dogodkih. Govorili smo tudi, da smo bili 200 let v elementu zemlje, da ima Uran 7-letni cikel. Skratka, teh ciklov je v naravi zelo veliko. In tako kot mi imamo, sva rekli, da gremo po valu gor, pridemo vrha, se spustimo dol. In človek ima neko življenjsko dobo. Uran, sva rekli, ima 7 let, druge stvari gredo na veliko več let. Recimo sama vodnarjeva doba, ki so zdaj velika polemike, a smo zdaj s tem decembrom vstopili v vodnarjevo dobo ali nismo. Zdaj smo dobili samo poskus, eno probo, da vidimo, kako bo v vodnarjevi dobi. Ker vodnarjeva doba pa sodi v en tak večji cikel čez 25.000 let, ki je sestavljen iz 12 obdobij. In vezan je na precesijo in oko noči, ampak se ne bova spuščali v to. Skratka, to je pa tisto neka najdaljša doba, ki z mojega vidika, z področja evolucijske astrologije, definira en življenjski cikel človeštva. To je eno obdobje, v katerem se razvijamo. Tako kot moramo zdaj v tem Uranovem obdobju popadati s cecevi drugačni, tako imamo v tem velikem obdobju priložnost, da se razvijemo in kot človeštvo potegnemo en maksimum. Ampak potem ni konec. Pride nov vzgon, spet vrh vala in se spet spuščamo. To so ta obdobja, ki se non-stop ponavljajo. In tudi astrologija ravno zaradi teh opazovanj, kot so nas prvo pred tisočletji opazovali naravo, da so vedeli, kako sejati, kako se prehranjevati, kdaj se seliti naokrog. Tako astrologijo danes opazujemo, kaj se je zgodilo v preteklosti in pogledamo položaje na nebu in potem vlečemo korelacije. To so vse take stvari, ki se dopolnjujejo. Rekla, poglabljanje zahteva to. Mojca Mokša, moram vas vprašati še tole, ker hočeš, nočeš, vse se vrti danes več ali manj okrog virusa. Ja. Menite, da se nam je moral zgoditi? Sigurno. Ker, kot sva rekli, človek se premakne takrat, ko gre za njegovo življenje. Takrat je njegov strah največji, ko gre za preživeti, ne zase, tudi za svoje svojce. Ker zdaj se veliko ljudi boji za svoje starše, predvsem, ki so že starejši. In to je čas, bom rekla, življenje bi šlo že prej lahko v drugo smer, ampak nismo želeli. Rabimo budnico in to je ta budnica, ko pa, če temu tako rečeva, višja sila pravi, zdaj pa boš naredil. Mi to primerjamo tudi v astrologiji z 2 planetoma, s Plutonom in pa Saturnom. Jaz pravim, Saturn pride in te večkrat potiska naprej. To nam je zdaj precej časa delal. Ampak zdaj so take postavitve še v prihodnjih letih sploh, ko pa nastopi Pluton, Pluton pa ne prosi. Enostavno poruši tisto, čemur ni več čas in namen. Tako da, rekla, čaka nas vznemirljiva prihodnost, nepoznana prihodnost, pravi izziv, kar pa verjamem, da je za marsikoga lahko problem. In v to prihodnost naj ne bi nosili starih zamer, v to prihodnost naj ne bi gledali pesimistično. Ja. Zanimivo je, ko ste mi pripovedovali, da veliko hodite, ste hodili tudi z vašim partnerjem po svetu, da ste prinašali domov razne take ali drugačne spominke. Sem pričakovala, da jih boste nekaj prinesli, ampak razumem se, da je lahko se pogovarjava. Pravite, da
ne vem, zavedno ali nezavedno, iz svojega spomina brišete, kar za vas ni resnično pomembno? Bom rekla, da to ni zavestno dejanje. Res je, da nisem še srečala človeka, ki bi mi bil tu podoben, ker nimam spomina. Vem podatke, kar se tiče astrologije, drugih znanj, tudi če so v knjigah, vem, kje to najdem. Ampak dogodki, vse stvari, ki so se mi v življenju zgodile, vse to zbledi. Nima nobenega čustvenega pridiha. To je samo še en podatek. Lahko bi rekla, da sem to nekoč videla na filmu. Ali pa ko sedimo z družino, ko se pogovarjajo o nekih dogodivščinah, jaz zanje niti ne vem, ali pa je to samo zgolj en podatek, ki bi ga lahko tudi nekje prebrala. Res sem taka, ne vem, zakaj sem taka, ampak vidim, da je v tem en smisel, ker ko čustveno nisi vezana na stvari, potem lahko bolj racionalno ti odreagiraš. Kot sva rekli, logos je intelekt, tukaj je razum noter. Je pa res, da velikokrat potem ne imam stika z družbo, ker se smejijo stvarem, ki so zame samo zgolj prazen podatek. Tako da je pa to res ena taka zanimivost v meni, no, ko jo bo zdaj še marsikdo drug izvedel. To je bila do zdaj neka taka skrivnost. Torej sva javno nocoj odkrili tudi to karto. Ampak vse je za nekaj dobro. Sigurno. In vedno mora nekaj, kot ste danes že povedali, starega oditi, da naredimo prostor za nekaj novega. Bova sklenili naše nocojšnje ključe z optimizmom. Seveda. Kaj bomo zaklenili in strnimo še enkrat? Kaj naj odklenemo? Odklenemo naj sebe, svoje želje, pustimo si, da poletimo, da zacvetimo, kakorkoli, katerikoli izraz komu ustreza, pozabimo preteklost in si dovolimo biti, da si dovolimo živeti in si to, bom rekla, ne da si vzamemo, ampak da se postavimo za te svoje želje, za te svoje cilje, ker tako se bomo združili z drugimi, z enako mislečimi in bomo res lahko ustvarjali prihodnost, svet, v katerem bi mi radi živeli. To ne pomeni, da bomo globalno živeli enako, ampak bomo živeli somišljeniki, tako kot bi mi radi in se razvijali v tem skladu. Globalizem ni prava rešitev. Skupnosti so tiste, ki bodo preživele in se razvijale, to mislim. Mojca Verne Mokša, hvala lepa za ta odstiranja, malce drugačna, skozi aspekt neba, astrologije in tudi lastnih izkušenj in zaznav. Vse dobro v letu, ki prihaja in še kdaj na snidenje tudi za naše gledalce. Hvala, tudi vam lep pozdrav. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa želim, da bi ob vstopu v novo leto pogledali globje vase. Da bi ne nosili starih zamer v košari naprej, ampak da bi jih stresli ven. Srečno in vse dobro naj bo.